Za svetovnega prebivalstva namreč izbira novega predsednika. Napovedi so, da bo svetovno gospodarstvo zraslo za 2,5%, medtem gospodarstvo držav OECD za 1,4%. Ja, ponedeljek je čas za finančni svet in v studiu se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Pozdravljena, Adi. Pozdravljena, Suzana. No, trgi so res da to leto začeli v rdečih številkah, a če verjamemo pregovoru, slab začetek, dober konec. Dober pregovor. Bomo vzela ta del studija in potem pogledala na koncu leta, če ta pregovor res drži. Se strinjam, Suzana. Spoštovani, lep pozdrav. Pred nami je super volilno leto, polno priložnosti. Volitve bodo letos potekale v kar 70 državah. V Evropi, Rusiji, Indiji in že to soboto na Tajvanu, kar je pomembno za nadaljne odnose s Kitajsko. Vsekakor so volitve v ZDA v ospredju letošnjega leta. Zdaj pa poglejmo ameriški delniški trg. 500 največjih podjetij na ameriški borzi je v prvih dneh leta 2024 izgubilo 1,5% tukaj, kot vidite. Prav tako tehnološke delnice, ki sledijo indeksu Nasdaq, so padle za več kot 3%. In ko delnice so padle, ker so začele naraščati dolgoročni donosi na obveznice in te so, kot vidite, spet pri 4%. Prav tako pa je posledično spet začela naraščati tudi vrednost dolarja. Če torej dolar narašča, donosi na obveznice naraščajo, takrat delnice padajo. Ameriška ekonomija je stabilna, podatki z trga dela so spodbudni, brezposelnost je rekordno nizka. Največja grožnja za ZDA ni inflacija, ampak Donald Trump, ki je tako 6. januarja pred 4 leti poskušal ukrasti volitve, je v prvem letošnjem nagovoru izpostavil predsednik Joe Biden. So hear me clearly. I'll say what Donald Trump won't. Political violence is never, ever acceptable in the United States political system. Never, never, never. It has no place in a democracy. None. Svetovno pomembna tajvanska polprevodniška industrija z oznako TSM je leto začela v rdečem. Čutiti je seveda geopolitično napetost. Tudi večina kitajskih delnic je imela v letošnjem letu že izgubo. Delnice glavnega evropskega izdelovalca polprevodnikov ASML so padle za kar 7%. Evropski indeks je padel, kot vidite, za dober odstotek, nemški za nekoliko manj. Slovenske delnice pa so za razliko od tujih imele dober začetek leta. Boljši rezultat tako od angleških delnic, kot tudi od manjših in srednje velikih ameriških podjetij. Še najmanj pa je izgubila japonska borza. Več kot 100 ljudi je prejšnji teden umrlo na zahodni obali Japonske zaradi uničujočega potresa z magnitudo 7,6. Oblasti so evakuirale več kot 100.000 prebivalcev. Suše, potresi in poplave so zgolj del globalne grožnje. Geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu, med Izraelom in na drugi strani Iranom in Libanonom se stopnjujejo. Hutijski uporniki napadajo kontejnerske prevoze v Rdečem morju. Tukaj nekje, in kot vidite na satelitskem posnetku, večina ladijskega prometa se že preusmerja okoli Afrike. To pomeni daljše poti in več goriva. Kot vidite, je nafta že v začetku leta poskočila za dobre 3%, nekoliko več pa že v decembru. No, nekatere evropske članice, kot so Italija, Španija in Francija, nasprotujejo vojaškim operacijam v Rdečem morju, ki jih vodijo ZDA. No, pred nekaj dnevi je avstralski premijer napovedal, da bodo vojaško odločno preprečili vse nadaljnje napade na ladje. And that statement is a clear message to the Houthis and to anyone else who wants to cause damage with the unprovoked attacks that are occurring. This is a threat to global trade, and that's why we have responded. No, vlagatelji v kriptosredstva pa ta teden pričakujejo odločitev ameriškega regulatorja, da odobri ali pa celo zavrne dolgo pričakovani spot ETF na Bitcoin. Edino Bitcoin je v letu 2024, kot vidite, rasel, medtem ko so ostale manj znane kriptovalute, kot naprimer Ethereum,
izgubljale. Solana celo za 6%, Ripple za 8%, Avalanche za 9% in Cardano za kar 12%. Bitcoin se je v prvem letošnjem tednu gibal med ceno 45.000 in 41.000 dolarji. No, padajo pa tudi delnice rudarjev Bitcoina. Kot vidite, Mara in Riot sta letos že imeli korekcijo za dobrih 20 odstotnih točk. Nič nenavadnega, saj sta delnici decembra močno poskočili za 50 in 150 odstotkov. Tudi, če bi ameriški borzni regulator v tem tednu zavrnil kripto ETF, bi verjetno o tem ponovno odločali v marcu. Prej kot slej bo ETF sprejet, ne nazadnje ga imamo v Evropi in to je potencial, o katerem sem v zadnjem finančnem podcastu govoril z Nejcem Bizjakom iz Bitstampa in pogovarjala sva se, ali je možno predvideti, kateri kriptoprojekt bi letos lahko ustvaril 100-kratnik vloženega denarja. Če iščete 100x, mislim, da ga ne boste našli. To je najkrajši odgovor. Oziroma, če ga iščete, si predstavljate to kot, da greste na loterijo Slovenije, pa vplačate srečko. Jaz mislim, da neki 100-kratni donosi, da to so nerealna pričakovanja. Tako pravi Nejc, domači borzni indeksi SBI Top pa je za razliko od svetovnih letos začel v zeleni barvi. Od 9 delniških družb prve kotacije je največ poskočila delnica Cinkarne Celje in sicer za dobrih 11%. No, delnica Luke Koper pa je skočila za dobre 3%. Pa poglejmo še naš svet portfelj v tem letu. Dobrih 180 evrov smo v plusu skupaj z dividendami. Zaradi padca delnic na svetovnih finančnih trgih smo tako po novem letu izgubili okoli 80 evrov. Najbolj donosna naložba v našem portfelju je Bitcoinov ETF BTCE, ki smo ga kupili na nemški borzi. Sledi ETF ZPRR, ki sledi malim in srednje velikim podjetjem v ZDA. Največjo izgubo pa ima Alibaba, ki je od začetka naložbe padla za dobrih 15%. Delnica Louis Vuitton z oznako LVMH-MC je z letošnjim letom zaplavala v rdeče številke tudi zaradi slabih gospodarskih razmer na Kitajskem. No, podrobnejšo analizo pa lahko jutri preberete v finančnem komentarju na 24ur.com. Hvala, Adi. No, kaj pa bo ta teden v tvojem finančnem podcastu? Gostil bom Tilna Šarlaha, on je prav posebni finančni analitik, ki ima posebno metodo, kako zgraditi portfelj. O tem se bova pogovarjala in pa tudi o surovinah. Govorili bomo o nafti, zanimivih surovinskih ciklih in kako uporabljati tehnično analizo za uspešno trgovanje. Spremljajte nas!